Želimo na oder povabiti prostovoljce, ki prejemajo od gospoda župana pohvalo in skromno darilo v zahvalo za njihovo nesebično prostovoljno delovanje na različnih področjih. Pohvale in skromno darilo prejme 19 prostovoljcev. Najprej na oder vabimo skupino 8 osnovnošolcev iz osnovne šole Blaža Gocena Ponikve, ki so vključeni v projekt Z mano ti bo lažje, v okviru katerega pomagajo vrstnikom, ki imajo posebne potrebe. Vsi prostovoljci enkrat na teden po 2 šolski uri nudijo pomoč učencem s čustvenimi in osebnimi težavami. Pripravijo se na vsako uro, o svojem delu pišejo dnevnik ter se mesečno srečujejo z mentoricama Ireno Mlahar in Ines Tepišnik, ki sta tudi predlagali za pohvalo. Prosiva, da se nam na odru pridružijo Špela Šibal, Toni Valpatič, Leon Lah, Petra Javornik, Mojca Pevec, Iris Mohar, Samantha Pahole in Žan Močnik. Imamo enega manjkajočega. Zdaj pa na oder vabimo Maksa Škrubeja, ki ga je na razpis prijavilo območno združenje Rdečega križa Šentjur zaradi njegovega sodelovanja v ekipi prve pomoči osnovne šole Franja Malgaja, sodelovanja na pripravah za regijsko tekmovanje vodilske šolske ekipe prve pomoči itd. Naslednja skupinica prostovoljcev prihaja iz Dobrine. Na razpisih je prijavilo društvo Izbiri iz Dobrina. Na odru naj se nam pridružijo Lucijan Bobek, Lenart Bobek, Laura Bobek in Jernej Užma. Predsednica društva Danica Rečko je v prijavi napisala naslednje. V našem kraju je veliko dela opravljenega prostovoljno in prav mladi prostovoljci so tisti, ki sodelujejo in pomagajo pri pripravah ter izvedbi prireditev, ki so organizirane za prebivalce krajevne skupnosti Loka pri Žusmu in širše za celotno občino Šentjur. Vsak izmed prostovoljcev je vložil ogromno truda in svojega prostega časa za pomoč pri pripravi in organizaciji lokalnih prireditev, ki so prava poželitev kraja. Letos je na razpis skupino prostovoljk prijavila tudi knjižnica Šentjur v okviru projekta Družabništvo in pomoč starejšim občanov v domu starejših Šentjur. Na oder vabimo Azro Alagič, Ajdo Kolar, Tjašo Jenič, Ano Evelino Turk in Klaudijo Krajnc. Vseh 5 prostovoljk v domu starejših starejšim prebivalo dnevne časopise in leposlovje.
Svojega kandidata oziroma kandidatka je na razpis prijavil tudi spletni portal šentjur.info. Predlagana prostovoljka Neža Škilan prihaja iz Maribora, njeno področje prostovoljnega delovanja pa je povezano z živalmi. Pomagala je zavetišču Zonzani pri uvedbi sprehajanja psov, zbiranju prostovoljnih prispevkov in odej za pse ter pri dvigovanju ogleda v obliki številnih novinarskih člankov. Nje mislim, da ni danes tukaj, je pa nam poslala svoje opravičilo in sicer napisala je: žal vam moram sporočiti, da se prireditve, čeprav bi se z veseljem ne bom uspela udeležiti, saj sem v tujini do ponedeljka. Ob tej priložnosti bi se vam rada iz srca zahvalila za vabilo in nasploh za to, da posvečate pozornost in dajete težo takim stvarem, udejstvovanju mladih na področju humanitarnih dejavnosti. S prireditvami, kot je vaša, bodo humanitarne dejavnosti tudi med mladimi pridobile uglednejši status, postajale bodo vedno bolj priljubljene, tako bo vedno več mladih pomagalo na različne načine, kar je prav in potrebno. Želim vam, da prireditev maksimalno uspe, se še enkrat opravičujem za izostanek in se priporočam za kakršnokoli pomoč tudi v bodoče. Zahvaljujemo se vam za vaše neprecenljivo delo, zagnanost in trud publika. Prosim še en za glas.